Lep dober dan. Ura je čas, pravijo, 17 je odbila in ponovno smo z vami. En lep pozdrav. In sicer smo v prejšnji uri smo predelali od Iviljane ključ do ljubezni, ker smo rekli, da je odpuščanje. Potem smo pregledali interoperabilno potrdilo, kako s našim potrdilom interoperabilnim se postaviti proti korona ukrepom. Sedaj smo pa rekli, da v tej uri bo z nami gostja. Najprej bi toplo pozdravil magister Lili Knafec. Lili, lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja, dobrodošla. Hvala. In sicer magister Lili Knafec je strokovnjakinja na področju nevropsihologije. Svojo prakso dodatno študira nevroznanost v Ameriki, predvsem pa je mamica 2 otrok. Borka, tako kot mnogi med nami. Danes vam bo podala svojo izkušnjo, kako je v lanskem šolskem letu uspela doseči, da sta bila oba otroka v osnovni šoli brez mask, brez razkuževanja in kako je dosegla mir v postopanju glede obveznega cepljenja po programu za svoja 2 otroka. Kako je šla čez inšpekcijske postopke. Kakšne nazore ima in kako že 11 let zaradi tega, kako je postopala pravno in kot človek in z vsem svojim znanjem, mir pred inšpekcijami in nobenih glob na tem področju. Brez kazni, brez prisile, brez kakršnih kolih hudobnih ali pa drugih pristopov. Pozorno vas bo vodila čez oba primera, kako je pravno pravilno postopala in dosegla svoj cilj, da obvaruje svoja 2 otroka pred nasilnim postopanjem v njuno telo. Vsi pa vemo, da 16. člen Ustave med drugim navaja tudi člen, da je vsako trpinčenje in mučenje ljudi prepovedano. Vsi vemo, da je po zakonu o pacientovih pravicah 7. alineja v 5. členu pravi, vsak se za svoje telo odloča sam, samostojno. Tako da Lili ima oba otroka, ki sta super zdrava in sta srečna in jo pozdravljamo seveda v Društvu za srečno življenje Belis. Veseli smo, da se je ponudila, da to bogato izkušnjo življenjsko podeli z vsemi nami, se pravi tukaj na Zoomu z našimi člani in pa z vsemi tistimi, ki se niste uspeli prijaviti na Zoom, tudi na Facebooku in tudi za vse ostale. Lepo pozdravljeni. Bi pa za začetek, seveda, ker se zelo hitro približuje novo šolsko leto, zdaj le bodo imeli ponedeljek, torek in sredo. Vsi ravnatelji, kot ponavadi, pred začetkom šolskega leta, sestanek na Brdu, kjer se jim bojo pridružili tudi funkcionarji iz Vlade Republike Slovenije. Predvidevam, da zato, da jim bodo dajali navodila, kako spet maltretirati z ukrepi otroke. In bom ta film zdajle v kratkem par sekund zavrtel, zato da boste vedeli, o kakšnih izkušnjah vam Lili govori in da boste znali tudi vi, če imate otroke ali pa če imate svoje otroke, ki imajo otroke, znali to pomagati in svetovati naprej. Ok, zdajle bom zavrtel film, potem Lili pa kar tebi predam besedo. Hvala lepa. Prosim. Lepo pozdravljeni. Spoštovani, naj uvodoma povem, da je pedagoška stroka pripravljena na novo šolsko leto. Kot v minulem šolskem letu so tudi za novo šolsko leto za izvajanje in organizacijo pouka načrtovani tako imenovani 4 modeli, ki jih bomo uporabili glede na epidemiološko situacijo. Nekoliko smo jih posodobili v skladu z izkušnjami iz minulega šolskega leta in jih zapisali v publikacijo, ki jo bomo predstavili na tradicionalni konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bo potekala v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo naslednji teden od ponedeljka do srede na Brdu pri Kranju. Novo šolsko leto bomo začeli tako, kot smo ga končali, po modelu B, ki omogoča izvedbo celotnega programa v šolah in vrtcih. Trenutna epidemiološka slika je takšna,
da bo za zagotavljanje varnega učnega okolja potrebno dosledno upoštevati higienske ukrepe nošenja mask, redno prezračevanje in seveda tudi upoštevanje TCT pogoja. Spoštovani, če ste dobro poslušali tole besedilo, bi vas upozoril samo na eno ključno zadevo. Torej, gospod državni sekretar, ki je tole podal, govori o statistiki in govori o epidemiološki sliki. Epidemiološko sliko dela pa Inštitut Jožef Štefan. Da boste vedeli, da se govori o sliki, sliko se nariše s čopičem. Življenja mi ne rišemo s čopičem. Nam ta virus rišejo na televiziji, nam ga rišejo po celem svetu. Prej smo se pogovarjali, kaj pomeni beseda news, novice. Se pravi, mediji pravzaprav zastrupljajo kompleten svet, celo oblo iz vseh strani. Kaj pomeni beseda news? Beseda news ne pomeni nič drugega kakor news, north, east, west in south. V angleščini sever, jug, vzhod, zahod, kar pomeni, da news je beseda, ki zaobjame v eni besedi ves svet in pošljajo to informacijo hkrati po celem svetu. Je seveda ob različnem času, kakor se zemlja vrti, ampak gledajte, tukaj smo, a ne? Tako da, epidemiološka slika, dragi moji, je umetna slika in če bi bil virus, v resnici virus, naravna katastrofa, da bi bil naravnega izvora, potem ne bi bilo epidemiološke slike, ampak bi bila naravna katastrofa, bi bili mrtvi, bi bilo resnično potrebno aktivirati zakon o nalezljivih boleznih, ne pa zakon o slikovnih boleznih. Izvoli, Lili. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Danes vam bom predstavila v bistvu mojo zgodbo oziroma našo zgodbo naše družine, kako smo mi postopali v lanskem šolskem letu, ko so dejansko maske bile v šoli. In bom čisto po domače razložila, da vam bo jasno, kako smo mi to naredili, da smo se ognili maske in pa vseh teh razkožil v šoli. Skratka, moja dva otroka, imam dve punčki, sta lansko šolsko leto bili v 3. in pa v 5. razredu. Maske niso bile obvezne ves čas, samo v času, ko so šli na hodnik oziroma na stranišče v jedilnico. In kaj se je nam zgodilo? Jaz sem otroke pač pripravila, ker se ni dalo drugače najprej, kaj se tiče strani učiteljev. Niso bili temu naklonjeni, da bi otroka bila brez maske. In sem jima doma rekla, imejta masko samo na usta, tisti čas, ko gresta, in je to. Ampak ta večja hčera, ki je hodila v 5. razred, je zelo ubogala nekako učitelje in vso to osebje v šoli in si je masko nosila normalno, tako kot je bilo zapovedano. In se nam je zgodil neljubi dogodek, ko so šli z učenci na kosilo, in se pravi v jedilnici, in je imela moja Kjara masko na nosu in je doživela nezavedno stanje. Skratka, nihče me ni to pač obvestil. Otrok pride domov in je imela popokane žilice in sem takoj vedela, zakaj, koliko je bila ura, kaj se je sploh zgodilo, ne. In potem, ko sem jaz javila učiteljici na šolo, kaj se je zgodilo, ni imela pojma. Kjara mi je pa opisala situacijo, da pač so šli na kosilo in ob steni in je tam nekako bilo zelo vroče, pa s isto masko in moja Kjara tudi bolj plitko diha, vem, in je takrat doživela to stanje, da se je zameglilo, zavrtelo in je ob steno padla in so potem sošolke obvarovale in so dali masko dol in je potem prišla do zraka in je bilo potem v redu. Seveda sem jaz prijazno na šolo učiteljico pač jo vprašala, jo obvestila o tem, obvestila tudi našega pediatra in želela prijazno, če lahko dobimo potrdilo, pač da otrok maske ne bi nosil. In pediater mi je odgovoril, tudi vse pisno sem mail poslala, kaj se je zgodilo, in je rekel, da je šlo to za nezavedno stanje, ker je izgubila, ker se je prav zameglilo in je tudi že padala, ampak da kot pediater ji ne more dati potrdila,
ker ima nad sabo tudi on sanitarno inšpekcijo. Naš pediater je zelo, zelo v redu človek. In tukaj, se pravi, mu nisem zamerila, ne, sem vedela, ima tudi on nekako poti zaprte. In takrat mi je svetoval, naj gremo na urgenco, naj povemo, kaj se je zgodilo in da bodo otroka nadalje potem pregledali, zakaj je prišlo do nezavednega stanja, zakaj je prišlo do razpoka v njenih očkah. In sem rekla, da jaz to pa ne bom, ne? Da bodo zdaj gledali, kaj je zdaj z njim narobe, ker sploh ni nič drugega narobe, ampak je dejansko prišlo do pomanjkanja kisika v tistem času, ko so šli z otroci na kosilo. No in potem, skratka, takrat, ko se je to zgodilo mojemu otroku, pa jaz dejansko delujem na takem področju, ker se še posebej zavedam, kaj pomeni pomanjkanje kisika za otroke in za odrasle definitivno tudi, sem dobila tako moč kot mama, res tak nadnaravno moč dobiš, ker se ti zdi, to je moje bitje, to je sveto bitje in daš vse, da prideš, da obvaruješ svoje otroke, svojo družino. In v tistem, to se je zgodilo v petek pred prvomajskimi počitnicami lani. In sva takoj z možem, z mojim Žanom, sem rekla, zdaj bova vse naštudirala, vse bova šla čez, jaz zakonodajo, ti ustavo. Imava cel vikend čas in potem jaz napišem ravnateljici en dopis, kjer bom zahtevala, da pač stvari so šle malo preko mej. No, in midva to vse greva čez, obrnila sva se takrat tudi na društvo Belis, kjer sva dobila smernice še na kak način in sva, skratka, ko sva šla vso to zakonodajo čez in pa ustavo, sva se oba zavedala, to je treba zdaj postopati tako kot prav. Ker moj Žan je predtem bil zelo tako, ne, joj ne bi v neke konflikte, pa pusti raje, pa naj mata, pa sej bo boljše, pa sej bo mimo, ampak jaz sem vedela, da to ne bo prineslo čisto nič dobrega. Ko pa je šel čez vso zakonodajo, vso ustavo, je v trenutku spremenil mnenje. In jaz sem takrat ravnateljici, potem v času počitnic, ko so bile prvomajske počitnice, sem 1.5. napisala en dopis, kjer sem jo seznanila, pa tudi to pač prebrala, da vidite, na kakšen način sem postopala, vse na takšen prijazen način, z dobro energijo, da z višjo frekvenco, se pravi razmišljanja, da sem dosegla svoj cilj in tudi sem potem dosegla, potem se opisala. Skratka, spoštovana gospa ravnateljica, sporočava vam, da s ponedeljkom 3.5.2021 najna 2 otroka v šoli ne bosta več nosila zaščitnih mask in si ne bosta več razkuževala svojih rok. Roke si bosta skrbno umivala z milom. V petek pred počitnicami se je večji hčeri Kiari v jedilnici, kjer je morala nositi masko, nenadoma zvrtelo in postalo slabo in zameglilo. Oba otroka sta zdrava in za nošenje mask ni nobene utemeljene zakonske podlage. Zato vas naprošava, da vse zaposlene na šoli seznanite s tem, da moja otroka mask ne bosta več nosila. Ob tem vas opozarjava, da ste pozorni na kakršnokoli psihično ali fizično nasilje vaših zaposlenih ali ostalih otrok nad našimi otrokoma, ker ne bosta nosili več zaščitnih mask. V obliki prisile, nagovarjanja, zasmehovanja ali prepričevanja v nošenje maske. Kaj šele šikaniranja ali izločevanja iz skupine otrok. Tudi ne, da se otroka napoti na konec vrste ali v poseben prostor, medtem ko gredo na kosilo ali kakršnih koli drugih spornih ukrepanj. Vso zakonodajo sva oba starša skrbno pregledala in ugotovila, da s tem, ko vztrajate na upoštevanju odlokov za preprečevanje okužbe zoper novega koronavirusa, kršite zakon in Ustavo Republike Slovenije. Pregledala sva vse, od zakona do zakona, od člena do člena. Podrobno sva pregledala ves pravni red in nisva našla niti enega zakona, niti enega člena,
ki bi določal, utemeljeval ali kakorkoli dovoljeval način dela v vaši inštituciji od 13. marca 2020 naprej. Nikjer niso zasledila, da starši nimamo vstopa v prostore šole in da je učenec lahko fizično prisoten pri pouku le pod pogojem, da v prostorih šole nosi masko na obrazu. Nikjer niso zasledila, da se med vzgojno-izobraževalnim procesom učenci ne smejo družiti in da morajo držati varno razdaljo. V zakonih tudi jasno piše, da šole niso zdravstvene inštitucije, kjer bi se smelo izvajati kakršnokoli testiranje ali zdravstveni pregledi. Zato vas prosim, da nama izpišete zakone, po katerih se vi ravnate ob upoštevanju slovenskega pravnega reda. Kot starša se odgovornosti do najinih mladoletnih otrok jasno zavedava in ne dopuščava, da nošenje mask vpliva na njuno zdravstveno stanje. Poznamo primere, ko so otroci v Nemčiji žal preminuli zaradi nošenja mask. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na pediatriji pa je zaradi razkužil porast avtoimunih bolezni. Kot skrbna starša se sprašujeva, ali se vi, kot uradna in za otroke odgovorna oseba, zavedate, da lahko izvajate samo uzakonjeno, da so otroci nedotakljiva bitja in da jim pod nobenim pogojem ne smete škoditi. Kdo prevzame odgovornost za najina otroka, ko prestopita prag vaše inštitucije? Sva to midva ali ste morda to vi? Kot vodja ste odgovorni, da vzgojno-izobraževalni program na vaši šoli poteka v skladu z zakonodajo. Upava, da se zavedate, da ste brez pravne podlage tudi osebno odgovorni za vse, kar počnete. Midva sva kot starša po zakonu odgovorna za najina otroka do njune polnoletnosti. V pričakovanju vašega odgovora sem vas prijazno pozdravljala in sva se podpisala. In to sva poslala čisto isti dopis še obema učiteljicama. Na kar smo čakali. Ko je prišel ponedeljek, oziroma predtem ni bilo nobenega odgovora, mi smo to poslali po mailu. V nedeljo zvečer prednje, to je bil 2. maj, pa sem jaz ravnateljici napisala, da prideva oba starša v ponedeljek v šolo, pospremiva otroke tja, da bomo delovali v skladu s temi stvarmi, da se otrokom več ne škodi, ker je ta večja hči doživela kolaps. In kaj se je zgodilo v ponedeljek? Skratka, moj Žan je bil rekel, ja, greva tja, naredimo vse tako, lepo prijazno, na kar v ponedeljek zjutraj reče, kaj če bi sama ti šla, pa jaz ne bi šel zraven, ne? In jaz sem takrat rekla, poslušaj, vem, da te je strah, vem, da so stvari takšne, ki niso nekako v naših domenah, ne, da se borimo za take zadeve, za osnovne človeške pravice. In sem rekla, pridi zraven, samo stoj ob meni, samo da si tam prisoten in vse bom jaz peljala. Ne skrbi, vse bo tako, kot mora biti, tako, kot je prav za vse. In midva pridava pred šolo, skratka, utečeno, noben starš ni smel noter, otroci sami z maskami noter in midva oziroma stopimo v avlo šole brez maske, oba brez maske. In takoj so prileteli nekje 5 oseb, od čistilke, varnostnika, podravnateljice in kar malo na neprijazen način, da naj zapustimo nemudoma šolske prostore. In sem rekla, tukaj v vašem prostoru sta 2 najina otroka. Vi imate zaradi najinih 2 otrok tudi plačo in delo. In sem rekla, nikamor ne grem. Tukaj bom stala, ker sem zdrava in prosim, če me pokličete ravnateljico, da se z njo pogovorim. Hvala, da me pač opozarjate, ampak jaz ne vidim potrebe, da bi dala masko na obraz in ne želim nič slabega, želim pač, da mi pokličete ravnateljico. No, skratka, so poklicali ravnateljico, ravnateljica pride in je rekla, če lahko gremo
smo šli ven potem, če se lahko gremo ven zmeniti, je rekla, ker pač tu zdaj je preveč ljudi, gremo ven, sem rekla v redu in smo šli pred šolo in ravnateljica je v bistvu zelo v redu oseba, je drugače. Takoj, brez da bi jaz sem bila pripravljena tudi s telefonom, da jo seznanjam, da bom snemala, če bo potrebno, sem bila vse pripravljena, ampak ni bilo potrebe, ker je takoj začela govoriti, je rekla, jaz sem dobila vašo pošto, vse to, kar sem vam predhodno prebrala, jaz sem dobila vašo pošto in je v redu, dovoljujem, da sta oba vajna otroka brez maske, ker sem rekla, tudi ta mala, čeprav ni bilo pri njej nič. Skratka, sta lahko obe brez maske, ampak če bo poklicala če bo inšpekcija prišla na šolo in videla, da vajna otroka nimata maske, bomo dali vašo telefonsko, pa boste se vi potem naprej pogovarjali. Sem rekla, super, lahko. Od takrat, torej od 3. maja do konca šolskega leta, to je 24. juni, nihče ni ne poklical, nihče ni šikaniral najnih otrok, ker sem budno spremljala, sem spraševala doma otroke, kako je, ti kdo kaj reče, ne, mami, vse je v redu, nihče ni upal ničesar. In ko smo pa imeli potem pred šolo v naravi roditeljski sestanek, pa je učiteljica pred vsemi starši, ko smo bili nekje 30 ljudi, je bila zelo nekako nestrpna in predvsem je začela, kot da si otrok to zmislil, da to ni res in skratka, in sem jaz takrat, tako kot zdaj, na ljubeč način, da ona nima pravice to govoriti, kaj se je zgodilo, ker imamo tudi potrdilo oziroma obvestilo strani pediatra, da nekako ona si po svoje nekako utemeljuje oziroma razglablja o teh stvarih. In tudi smo dosegli, da takrat naš otrok ni imel maske niti v šoli v naravi. Tako da smo potem prišli do konca šolskega leta, na kar sva obe punčki izpisala iz te šole, ker smo se preselili v drug kraj, nekje 60 km stran. In sem ponovno drugi ravnateljici napisala, ker smo se prepisali, sem napisala drugi ravnateljici, pa vam bom tudi to prebrala, da boste videli, da vam bo lažje, na kak način smo postopali. Sem želela, da bo tudi na tej drugi šoli šlo na takšen način, ampak samo trenutek, da jaz poiščem. Ampak na tej šoli je bilo nekoliko drugače. Tukaj sem pa napisala, skratka, da smo jih prepisali, glede na situacijo v Sloveniji in vse večjega pritiska, ki ga zahteva vlada za nošenje mask, testiranjem in cepljenjem otrok, sva se starša odločila, da bova najina otroka zaščitila pred invazivnim posegom v otrokovo telesno in psihično integriteto. Bojiva se, da boste kot pedagoška ustanova podlegli vsem tem pritiskom in zahtevam in ne da bi se zavedali, udejanjali organiziran pedagoški kriminal, ki bo še naprej imel zelo velike psihosomatske učinke in posledice na otrocih. Kot vzgojno-pedagoška ustanova naj bi delovali v skladu z veljavno zakonodajo v dobro otrok, ne pa upoštevanju vladnih odlokov, ki so protizakoniti tudi po mednarodnem pravu in protiustavni in vidno škodijo populaciji, kar vidim tudi sama iz svoje prakse. Spodbujali bi morali njihovo zdravje in sposobnost kritičnega razmišljanja ter omogočati dober stik z naravo, krepiti solidarnost in socialno skupnost. Kot odgovorna starša sva se odločila, da najnih otrok ne moreva zaupati vaši ustanovi, če ne boste zmogli delovati v dobro otrok in v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Prosim vas za vaše pojasnilo glede ukrepov, ki ali če jih boste uvedli v septembru v šoli, in prosim za kakšen dokument, ki ga morava izpolniti za šolanje na domu. Ko bo šola odprta, bi rada prišla k vam na razgovor, če bo mogoč kakršenkoli sporazumen pisni dogovor,
da lahko oba otroka šolo obiskujeta brez kakršnih koli medicinskih posegov v njuno telo, torej brez maske, brez testov in brez cepljenja. Če to ne bo mogoče, se bosta najina otroka žal šolala na domu. Prijazno vas pozdravljava. In kaj smo dobili kot odgovor? Od ravnateljice na drugi šoli. Kot zakoniti zastopnik osnovne šole Podgoro sem dolžna spoštovati ukrepe in zagotavljati varnost tako učencev kot zaposlenih. Nikakor, pazite zdaj, nikakor se ne bom dogovarjala ali pa prilagajala posameznikom in pristajala na izseljevanja ali grožnje, da izvajam zločin. To je nihče od naju ni napisal, ampak da se bojiva, da bodo, ne da bi se zavedali, udejanjali vsa ta pač vladna priporočila. Ukolikor nameravate vašega otroka šolati na domu, ste verjetno že dali vlogo in s tem ne bo težav. Skratka, nič naju ni povabila na razgovor, torej sklepam, da ne bo prišlo do nekega pisnega dogovora, da se te medicinski posegi ne bodo izvajali na najinih otrocih. In zaradi tega sva oba starša razmišljava oziroma sva že podala vlogo, da se bosta otroka šolala na domu. Otrokoma pa sva razložila, ker sta le 4. pa 6. razred bosta zdaj, da je stanje takšno pač takšno v državi, da nama je žal in nista oni dve za nič krivi, da je stanje takšno in da bomo nekako tole obdobje počakali, bosta se šolali doma, bomo tako se prilagodili z babici, detki, skratka midva z Žanom, da bosta usvojile tista znanja, ki jih morata. Vem, da bo veliko manj stresa, kaj se tiče ostalih stvari, ki se po nepotrebi učijo v šoli, ker sem namreč tudi sama včasih delala v šoli in poznam te stvari. In sem rekla, da naj pač, da je zdaj bolj pomembno življenje, kot pa doseganje teh znanj. Žal. In nič ne bo narobe, vse bomo pač vse življenjsko učili in se bodo stvari zapeljale tako, kot bo treba, ker tudi tega bo enkrat konec. In hvala. Kajti od ene moje najboljše prijateljice, hčera, ki gre letos v 9. razred, je v taki stiski doma, pač ker ne more videti prijateljev, otroci so v izjemni stiski, kaj se tega tiče, in je rekla, najraj bi si porezala žile. Tako je v bistvu v stiski, ker se to dogaja, ker se tako boji zaradi teh mask in vsega, ne. In jaz priporočam, da otrokom razložite čisto realno sliko. Jaz sem mojima dvema, ki so stari 9 in 11 let, rekla, stvar je pač takšna, mi bomo pazili na svoje življenje, na svoje zdravje, to se nekaj pač zdaj dogaja, črni oblak, nič hudega, mi moramo iti lepo to čez, midva kot starša morava poskrbeti za vajeno življenje, za vajeno zdravje. Jaz ne zaupam, če iz šole ne dobimo pisnega dogovora, da ne bosta vidvi delali oziroma pač teh medicinskih posegov izvajali na vaju. In dejansko sta razumeli, sta rekle, mami, razumemo, ker otroci izjemno razumejo, oni so zelo visoko, kaj se tiče zavesti, zelo razumejo, ampak jim je treba samo razložiti, da niso v strahovih, da bomo skupaj, vsi smo na isti ladji, vsi bomo skupaj šli čez in vem in verjamem, da bomo na koncu zmagali. Kot pa, da damo otroke notri, ker vemo vsi, kaj je bilo v Nemčiji, ko so 2 vrtca prisilno cepili, tudi poznam primer iz Kanade, ker imam prijatelja tam, da so stvari tudi tam že bile letos, da je prišlo do teh prisilnih cepljenj tudi v šoli. Skratka, to sem opisala, na kakšen način smo mi postopali. Na prvi šoli, kjer je bila ravnateljica bolj dostopna in se je dalo. Tako da so ravnatelji, ki so tudi zelo dostopni in so človeški in se zavedajo situacije, ki se dogaja. So tudi pediatri takšni, ki nekako se zavedajo, ampak težko je, ker ne morejo dati teh pač raznih potrdil.
In mislim, da kaj je to eno šolsko leto proti večnosti ali pa ne vem, proti življenju. Življenje je na prvem mestu in to meni je sveto za svoja otroka, ker res težko zaupam in ne vemo, kaj se morebiti lahko zgodi na šolah. Tako da tele dokumente, kdorkoli bo želel, vam jih lahko tudi predamo, če vam bodo v pomoč, da si boste lahko pomagali, da boste dosegli en sporazumen dogovor z šolo, da se bodo stvari lahko zapeljale otrokom v prid, kar je pa bistvenega pomena. Zdaj pa lahko preidemo na drugo tematiko, kako sva oba z Žanom pomagala najnima punčkama, da jih nismo cepili po rednem programu in imamo že 11 let popolnoma mir. In sva čist na enak način postopala že takrat, pred 11 leti, ko ni bilo še nič kaj v Sloveniji o tem govora. In ko sem jaz bila stara 23 let, ko sva z Žanom začela hoditi, je njegova mama, ki dela v zdravstvu, meni povedala, da ko je bil cepljen, ko je bil Žan star 3 mesece pa pred šolo, je imel tako hudo reakcijo, je imel 2-krat meningitis. In da so ga pač ohranili pri življenju, skratka, izguba popolnega spomina, ni bil 1 leto v šoli. In takrat je meni bila ena dušna prebuditev očitno, ena obtežitev duše, že pri 23 letih, ko sem verjela samo v medicino in farmacijo, sem jaz takrat, še niti otrok nisem imela, mi je bilo to takoj ena res ogromna informacija, ki sem takrat pri tistih zgodnih letih prejela. In ko sva dobila prvega otroka, sem jaz v trenutku vedela, moj otrok cepljen ne bo. Naredila bom vse, da bom na lep način to dosegla. In dobili smo enega najboljšega pediatra v Mariboru, zelo priznanega, in pridemo na tisti prvi obisk pri 1 mesecu. In sem, skratka, odličen strokovnjak in vse, ampak ko smo prišli do cepljenja, sem rekla, mi bomo pa zdaj tako naredili, da bomo počakali do 1 leta. Ker sem jaz ogromno teh študij prebrala, kaj se tiče takrat še iz Amerike, ker ni bilo pri nas nič na dostop. In imam velike pomisleke, kajti moj mož, njun oče, je imel hudo reakcijo po cepljenju in zdaj ne vemo, ali bo to Kiara, ki bo imela hudo reakcijo, ali bo pa to Selin, ne vemo. In takrat ni bilo nobene potrditve strani pediatra. Dobesedno me je vrgel z otrokom 1-mesečnim na rokah iz ordinacije. Zelo zasmehoval, šikaniral na celi tisti predprostoru, kjer je bilo veliko, v čakalnici veliko mamic z otroci. In jaz sem delovala čisto mirno, čeprav on bil totalno razjarjen. In takrat sem menjala pediatra. Imamo zdaj odličnega pediatra, ki se te stvari razume in je zelo dostopen, kar se tega tiče. Imajo tudi veliko staršev, ki ne želijo takšnih invazivnih posegov v otroško telo. In sva dosegla takrat, da je minilo 1 leto in je bilo znova, kaj bomo pa zdaj, ne? In sem rekla, da bomo pač odložili to cepljenje in smo dali to zahtevo, se pravi predlog za opustitev cepljenja na ministrstvo, kjer sem vse razložila, tudi to lahko vam dam, če boste želeli, vse na lep način, kaj je imel mož, kaj je imel moj brat tudi, moj brat je imel epilepsijo, kaj je imela tudi moja sestra po cepljenju kot majhna punčka. In sem vse to navedla in z vsemi temi zelo prijazno, da ne odklanjava cepljenja, ampak da kot skrbna starša se bojiva, da bo karkoli in da če oni pisno garantirajo, bova šla v to, ampak v nobenem drugem primeru pa ne. Tudi ne ne vem, ko so imeli potem, da bodo ob nadzoru, ne, samo pisno. Midva takrat nisva ničesar dobila,
kaj vse je v tem cepivu, ničesar. Tudi to sem vse pač napisala in smo to poslali na Ministrstvo za zdravje. In še do danes nismo dobili nobenega odgovora. In je od tega že 11 let. Hočem povedati še poudariti to, da nekako pri pediatru šlo lepo skozi, pridemo mi do 1. razreda in smo dobili tega šolskega zdravnika, da pregleda otroka, oni imajo tu pač takšno taktiko, ne? Da zdaj drugi pediatr pregleda, da potem otrok gre v šolo. In smo šli na pregled, na ta sistematski pregled in sem rekla, pridemo spet do cepljenja, sem rekla, cepljenje nista po programu in skratka smo dali predlog za opustitev cepljenja na Ministrstvo za zdravje in še nismo dobili odgovora. Skratka, jaz sem vedno delovala v prid, v dobro, da pač kot skrbni starš se bojim, mislim pač želim dobro, da ne bo prišlo do nekih hudih reakcij, ker potem starš ostane sam. In takrat je ta zdravnica, je bila zelo huda in je rekla, jaz moram dati na inšpektorat. Sem rekla, če mi vi mislite, da je potrebno dati na inšpektorat, pa dajte. Ker to potrdi, se pravi, tale dokument, ko date na ministrstvo se pravi, predlog za opustitev cepljenja, je zelo pomemben dokument in ga mora najprej obravnavati Ministrstvo za zdravje, da poda potem odgovor in šele takrat potem inšpektor postopa. No, in ta zdravnica je dala na inšpektorat, mi dobimo domov pismo, vse uradno, inšpektorat, moj oče je bil, kaj zdaj, jaz to grem, sem rekla, nič hudega, jaz preberem skozi in napišem odgovor, da se zahvaljujem za njihovo skrb, ampak mi imamo predlog za opustitev cepljenja na Ministrstvo za zdravje in da vas informiram, da pač imamo stvar še odprto. In oni nazaj iz ministrstva napišejo, da super, potem takem lahko oni tisto zaključijo, kaj je pač pediatrinja poslala, ta postopek bomo zdaj mi zaključili, dokler ne bo pač tukaj to razjasnjeno strani Ministrstva za zdravje. In mi še do danes nismo dobili nobenega pisma, ničesar, nobenih sankcij, ker nismo šli na nož za inšpektoratom. Jaz sem delovala vedno tako nekako vse s temi zakoni, prijazno, se pravi, res me ničesar ni to iztirilo, ker sem vedela, da smo podprti zakoni. Tako da tukaj je treba, pa tudi smo imeli še vmes, ko smo bili enkrat na urgenci, ker je ta mala hči padla na eno glaževino in smo tudi imeli na urgenci takšne kolobocije glede cepljenja, še posebej za tetanus. In sem jaz takrat trdno v poziciji vztrajala, tudi ni potrebe za tetanus, ker sem vse stvari takrat podrobno preučila. In kljub temu, da je padla na predprostor ob vstopu v hišo, ker vemo, da zaradi čevljev in tega je lahko tudi veliko teh klic, ampak kljub temu je to tako majhen odstotek, ki bi se lahko zgodil, tako zanemrljivo majhen odstotek in sem takrat vztrajala in ni bilo čisto nič z otrokom narobe. Imela pa je tukaj pri arkadi v bistvu porezano. Tako da smo šli skozi vse to in sem vedno delovala suvereno, prijazno, nikoli nazaj, ne vem, da bi jih nekako zmotila, se pravi, verjamem v vašo strokovnost, ampak tukaj sem kot skrben starš, ki ga zastopam in če bo karkoli narobe, bom ostala sama, ker poznam ogromno staršev, ki imajo avtiste, doma otročke in so ostali sami in to ni prav. In tukaj tudi, kaj se tiče tega cepljenja, ki sledi oziroma ki vemo, da bodo naredili vse, da bodo naše otroke popikali. Vemo, da je 50-krat bolj so ti otroci so bolj dovzetni za hujše, se pravi, reakcije kot odrasli, 50-krat bolj. In tukaj je potrebno na čisto enaki način postopati, z skrbnostjo, da nas skrbi, da nismo proti, ampak da nas izjemno skrbi,
kakšne bodo reakcije, da postopamo po vseh teh zakonodajnih načelih, zahvaljujoč našemu Mihaelu in vsem tukaj na društvu. Tudi imamo pravnike, ki se zelo trudijo. In vse se da, ko smo mi mirni, ko zaščitimo na polno otroka, naredimo vse, da se prilagodimo situaciji in le na ta način bomo zmagali. Ko se prilagodimo, ko res naredimo vse in dobimo tako moč, res isto levjo moč dobiš, ko gre za tvojega otroka ali za tvojo najljubšo, ne vem, osebo. Tako da stvari je treba na takšen način, na miren način postopati in ne rabite potem, se pravi, ne bo nobenih sankcij ali pa kakršnih drugih zadev. Tako da, če bo kdorkoli imel kakršnakoli vprašanja, z veseljem odgovorim. To je bila naša izkušnja, ki se je izkazala za dobro, ker imamo mir, poznam pa tudi prijatelje, ki so nekako takoj odklonili in so dobivali potem kazni po glavi, tako oče kot mama. In ni potrebno, da se take stvari na takšen način delajo. In tudi, kaj je pomembno, ko se oddaja ta predlog za opustitev cepljenja, je pomembno, da oba starša data svoj predlog, ker oni se drugače zgovarjajo. Aha, oče pa ni dal, mama ni dala. Naprimer, oba jim morata dati, se pravi, midva sta dala čisto enako, ampak vsak starš posebej, za vsakega otroka in dejansko se ne rabimo ustrašiti nobenih teh potem povratnih informacij, ki jih dobimo, ali pa se ne rabimo bati nobenih inšpekcij, ničesar, ker je zakon na naši strani. Tako da upam, da sem nekako po domače enostavno razložila, da se stvari lahko zapeljejo tako, kot je treba. In tudi še tole šolo, sem zdaj se spomnila, ko sem klicala na to drugo šolo, da se zanimam, to je bilo konec junija, nekje 23. 22. junija, da se zanimam z Žanom glede šolanja na domu, glede na nastalo situacijo takrat v Kanadi. In so imeli na tej šoli, pa gre za šolo, ki je zelo majhna šola, ni takšna kot v Mariboru, ki je bila zelo velika, so imeli posebej strokovnjakinjo za šolanje na domu. Jaz sem včasih delala na šoli in nikoli nismo imeli mi posebej svetovalko, da bi samo ta vprašanja odgovarjala staršem, ker je bilo izredno malo otrok, ki so se šolali na domu. In ta gospa je meni rekla, da čisto razume mojo situacijo, mislim, skrb in situacijo, ki se dogaja, in da je v tistem tednu že 20 staršev, pa sem jaz klicala v četrtek, že 20 staršev klicalo, je rekla, vam lahko povem iz prve roke, zdaj sem že pa tako natrenirana, kaj vse zadeva šolanje na domu, ker je že 20 staršev klicalo notri. In so zelo zaskrbljeni in pač so se zanimali za te zadeve. Tako da tukaj se stvari lahko dosežejo, lahko dosežete tudi morda z učiteljico ali z ravnatelji, eni so odprti, eni so dostopni. Midva bova kljub temu šla na to šolo, prijazno do ravnateljice, da pač skušava doseči ta sporazumen dogovor, da ne dopuščava nikakršnih medicinskih posegov nad najinim otrokoma. Če se bo dalo, če se ne bo dalo, jaz ne upam tvegati, ker stvari se že po tujini dogajajo in ne upam tvegati, da se morda pri nas ne bo to zgodilo, se lahko popolnoma enako zgodi, da se bodo oni tudi posluževali teh praks, kaj so delali naprimer tudi v vrtcih, ki so na silo pocepili svoje, pač od njihove otroke, brez njihove vednosti. Ker sem pa delala včasih v šoli in preden še ni bilo niti korone, je meni bilo to tako sumljivo, da so začeli prihajati na šolo zdravstveno osebje in smo imeli pri spoznavanju okolja, ker sem včasih učila te majhne otroke, so prav prišli zdravstveno osebje, sestre, in so jih učili, skratka, kako je pomembno za zdravje cepljenje, obisk zdravnika, kako je pomembno, pač vse, kaj je pomembno, ne?
za zdravje, poleg hrane, vode in tako naprej. In meni je že takrat bilo to tako sumljivo, zakaj so takrat začeli, to je bilo mogoče 6 let, nekaj takega, preden se je začelo tole, so si vzeli par ur in smo učiteljice mogle takrat sedeti, oni so pa izpeljali pouk. In meni je bilo to takrat izredno sumljivo, kaj se to pripravlja. In zaradi tega ne zaupam brez pisnega potrdila svojih otrok, ker življenje je samo eno. In otroci so nam sveti, to je res, to je nekaj najlepšega, kar imamo. In poskušajmo otrokom razložiti dejansko situacijo, kaj se dogaja in zakaj tako postopamo, da nič ne bo narobe, da jih imamo zelo radi, da bomo skozi ob njih, ko bo le možno, pa vedno bo ena oseba ob njih, tako da preguramo to obdobje, ker nihče nam ne more garantirati, kaj lahko iz tega nastane. In s to svetovalko, ko so se pogovarjali takrat na tej šoli, je rekla, ko sem jaz rekla, zdaj, če bo to trajalo, recimo, da bo trajalo do januarja, da bo takšno obdobje negotovo, ali lahko kljub temu, da v zakonu piše, da celo leto mora biti otrok doma, ali lahko kljub temu mi otroka potem, ne vem, če se to vse lepo znormalizira, ne vem, januarja, februarja, kadarkoli, pripeljamo nazaj. Je rekla, jaz mislim, da v tem primeru se bomo mi kot šola temu prilagodili in bomo vzeli glede na nastalo pač situacijo, ki vi niste krivi, da se to zgodilo. Ne. Skratka, so bili odprti, tako da poskušajte se obrniti na šole, poskušajte nekako na prijazen način pristopiti do ravnateljev in povedati svoje skrbi in mislim, da se bi dalo z marsikaterimi pač pogovoriti, ampak pazite pri tem, da boste imeli pisni dogovor, drugače ni garancije in ne veste, kaj se tam dogaja z vašim otrokom. Tako da to bi bilo z moje strani. Upam, da sem nekako razložila dovolj jasno, če bo kdo potreboval, jaz vam vse tele papirje dala in si lahko potem preko društva izmenjate te dokumente, kaj se tiče predlog za opustitev cepljenja, kaj se tiče tega dopisa ravnateljici, ampak paziti je treba, ker do 31. avgusta je treba javiti za šolanje na domu. Drugače, če ta rok zamudimo, takrat mora otrok iti v šolo, ker je zakonsko pač to tako določeno. Takrat ne moremo otroka imeti doma. Tako da želim vam moč, zmorete, čisto vsak izmed nas zmore. Tudi jaz sem bolj nežna, ampak ko je šlo za mojega otroka, tisti vikend, ko je prišla domov s popokanimi žilicami, ko sem v trenutku vedela, kaj se je zgodilo, takrat je iz mene vrela taka moč. Meni se je zdelo, ko sem jaz te dopise pisala ravnateljici, kot da mi z neba padajo vse te besede in po vsej verjetnosti pred 10 leti ne bi rabila verjetno 3 tedne, da bi kaj takega skupaj spisala. Tako da upajte si, delujte v dobro, da bo zmagovalno tako za otroka, tako za vas in tako za šolo, da boste nekako manevrirali v tem zmagovalnem duhu, da ne boste stopili na žulj, ker takrat pa zna biti še hujše. Tako da želim vam lep dan še naprej in bodite pozitivni, to rabimo najbolj, da bomo močni in da bomo res imeli te moči, da bomo to premagali. In jaz verjamem, da bomo. Torej, Lili, iskrena hvala za tvojo bogato izkušnjo. Hvala, tudi vam. Najbolj me je na koncu seveda zadela beseda, ko si rekla pisno. Pisno. Se pravi, kaj je bilo pri tebi tisto največ pisno? Je bil to tvoj čakajoč odgovor od šole, ali je bilo to, da si ti dala kaj podpisati v šoli? Kako je to potekalo? Daj nam to še malo. Pisno, da bi imela pisen dogovor za šolo. Ja.
Tole, ja. Malo bližje, ja. Tako. Skratka, midva z Žanom greva drugi teden v sredo, greva v šolo. In bova poskušala z ravnateljico se dogovoriti, da bi pisno nama napisala, oziroma jaz bom sestavila, da bo ona potem podpisala, da ne dopuščava nikakršnih medicinskih posegov v njuna telesa. In da kot ravnateljica se s tem strinja, da se bo potem podpisala na takšen način, čisto enostaven način. Ampak glede na to, kaj je odgovorila mi že v mail, verjetno do tega morda ne bo prišlo. Ampak bova poskušala na prijazen način, da to dobiva. In tam bi jaz nekako kar zraven še dopisala, če se zaveda, tako kot sem tisti prvi ravnateljici, da je ona tudi tukaj odgovorna za kakršnokoli, naprimer, kaj bi se potem, če to dela, ne, da je kazensko odgovorna. Tako da bi vse to bom jaz nekako sestavila in nesla na šolo. In če se bo na to podpisala, potem dava otroke, no drugače pa ne upam. Iskrena hvala za te napotke. Mislim, da smo že v lanskem letu, ko se je začela korona in ti ukrepi, ker smo bili vsi šokirani nad vsem tem, maske, pa v šoli, pa distanca, skratka, to je bil šok. Varnostniki so bili celo okrog šole in pred šolo, nisi smel celo na košarkarsko igrišče, recimo na športna igrišča, grozno pretirano. In kaj sem jaz opazil, da dejansko so obvestila prihajala po mailih, po SMS-ih. Obvestila so prihajala kar na oglasno desko. Ali pa je ravnatelj poklical zaposlene in jih obvestil, potem so učitelji naprej obvestili otroke in starše in to se je delalo brez pisnih dogovorov. Ne? Res je, da se v času epidemije sme hitreje komunicirati tudi po zakonu o splošnem upravnem postopku. Res je, da takrat zadostuje samo elektronsko sporočilo, ki se lahko pošlje. Tako je bilo tudi v protikoronskih paketih določeno, je bil spremenjen zakon o splošnem upravnem postopku, o komuniciranju zaradi tega, da se zaščiti zdravje in življenje ljudi in da se predolgo ne čaka na postopke. Vse to razumemo. Jaz sem pa v naslednjih mesecih, ker se je ta epidemija vlekla in se je vlekla in pandemija in so se čudne stvari začele dogajati, ugotovil, da pa kljub vsemu, da ni bilo takšnih žrtev, kot smo jih pričakovali, kot so bile napovedane, da ni bilo mrtvih ljudi na cesti, da se vidi, da so otroci zdravi, da se vidi, da je populacija zdrava, da smo ljudje povsem normalni in da so ti ukrepi se samo jačali. Mislim, da je družbena zavest se tako dvignila, da smo počasi začeli zahtevati odločbe, pisne odločbe, da nam dajo v raznih področjih, šolstvu, v službi, javni upravi, skratka na vseh področjih družbenega življenja. Odgovor vlade, odgovor pravnikov, ki so zastopali vlade in vseh vpetih v to je bil, da pisnih odločb ne morejo dati in jih tudi ne bodo dali. Ampak kaj s tem človeku odvzamejo? S tem človeku odvzamejo pravico in možnost do ugovora, do pritožbe. Pravna pot je skozi stoletja se oblikovala in se je oblikovala tako, kot je prav. Naenkrat se nam vse dogaja, kar ni prav. Kar naenkrat se je vse postavilo na glavo. To, da se nekaj postavi na glavo, pa pomeni, da če nekdo spoštuje zakon in zdaj se državljani kar naenkrat sklicujemo na zakon in smo kriminalizirani zaradi tega, ker želimo spoštovati zakon, ker je pisan, ampak ni pisan za nas, pisan je za državno upravo. Za nas, državljane, je pisana ustava. Mi smo živi ljudje, smo ljudje, ki smo se dali v roke državni upravi, vsi zakoni so pisani pa za državno upravo. Naprimer, zakon o policiji je pisan za policijo. Zakon o ministrstvu za šolstvo je pisan za ministrstvo za šolstvo. Zakon o osnovni šoli je pisan za osnovno šolo. In veste kaj? Bil sem pozoren na en videoposnetek, sem ga tudi posnel, vam ga bom zdaj predvajal, kjer so ravnatelji se skozi celo obdobje epidemije na nek način izgovarjali na odloke vlade. Se pravi, mi nismo nič krivi, vlada je naročila in mi moramo to izvajati. Ker moramo mi izvajati, morajo izvajati učitelji. In v šoli je bil, se pravi,
ta problematiko, s katero si ti zdaj to krasno in se ti iskreno zahvaljujem pokazala. Ampak ta problematika se je zdaj tako poglobila, ker smo ljudje se nekako ozavestili in vidimo, da so stvari narobe, da je tudi vlada videla, da dela narobe. Bil sem priča, ker so ravnatelji zahtevali od vlade, da dokaže virus, da napiše študije za masko, študije za distanco, študije za vse te ukrepe, ki nam jih dajajo, da jih ne naštevam in najačam te energije, ker so že tečni ti ukrepi, na nek način. In kaj je državni sekretar rekel, vam bom pa zdaj v tem videu skušal povedati, pokazati. Ja, to so. Moment, samo da najdem. Imam tukaj še od prejšnjega videa, moram iti ven, sekundo. To je pa tlele, ja. Enega višji. Višji. Min si šel. A sem šel že mim? Ja. Nes. Čak, samo, Evo ga poklukar, je to. To je poklukar, ne? Nisem njega. Kje pa se je zginil? Evo tole. Našel sem, evo. Eno zelo pomembno misel. Na koncu samo želim izpostaviti eno zelo pomembno misel z današnjega ravnateljskega sestanka. Eden izmed ravnateljev je rekel, da on ne rabi natančnih navodil, da potrebuje samo podatke in zaradi tega jih sedaj tudi suportiramo s podatki, kajti ravnatelji so avtonomni, samostojni in odgovorni vodje šolskega procesa v našem prostoru. Na koncu samo želim izpostaviti eno zelo pomembno misel z današnjega ravnateljskega sestanka. Eden izmed ravnateljev je rekel, da on ne rabi natančnih navodil, da potrebuje samo podatke in zaradi tega jih sedaj tudi suportiramo s podatki, kajti ravnatelji so avtonomni, samostojni in odgovorni vodje šolskega procesa v našem prostoru. Na koncu samo želim Poglejte, kaj se v tem, v tej dikciji, kaj se skriva v tej dikciji? V tej dikciji se skriva, država se je skrila v mišjo luknjo. Medtem ko so ravnatelji zahtevali zdajle odgovore, jasne, čiste in glasne odgovore, se je kar naenkrat zgodilo, da vlada nima odgovorov. Nima odgovorov in kaj zdaj pravijo? Ja, ravnatelji so samostojni, so odgovorni in še eno besedo, in avtonomni. To smo mi trdili v vseh pravnih spisih ravnateljev. Vi ste odgovorni, vi ste avtonomni, vi odgovarjate. Zakaj? Utemeljitev je ta, šola ima svoj statut, šola ima svoj zakon in mora se držati zakona o osnovni šoli, svojega statuta, svojih pravil. In zapomnite si, odlok vlade, uredba vlade, karkoli že je, ne more lex generalis nikoli vplivati na lex specialis. Se pravi, če imate vi pogodbo z nekom narejeno, ne more tretja oseba v to pogodbo vstopiti, če je predhodno notri ni. In kaj starši, ko pišete otroka v šolo, vas in šolo veže zakon o osnovni šoli in pravila šole ali pa hišni red, ki pač ni hišni red, ampak je statut šole ali pa nek pravilnik šole, kako se otrok obnaša v šoli, zakon o osnovni šoli pa je itak razdeljen na 3 dele. V prvem delu zakonodaje o osnovni šoli se govori o čem? Kako se otroka upiše v osnovno šolo, ki jo ustanovi država in občina. V drugem delu govori o privatnih šolah, kako morajo funkcionirati in kako dobijo države koncesijo. Tretji del zakonodaje pa govori to, kar si ti zdaj povedala, danes nam, v tretjem delu, šolanje na domu. In če boste iskali pravno podlago, jo iščite v tretjem delu zakona o osnovni šoli. Okay. In ta gospod, ki je zdaj govoril, je vseh 18 mesecev zahtevanja ukrepov za osnovno šolo, ki so bili, prevalil zdaj na ravnatelje. Zdaj so prišli pa ravnatelji v škarje. Se pravi, prej so se zgovarjali na vlado in so rekli, mi moramo inšpekcijo klicati zato, ker vaš otrok ne nosi maske, vaš otrok je takšen, se ne drži distance in so inšpektori kaznovali koga? Starše in otroke. A veste, zakaj je šolska inšpekcija? Zato, da nadzira delovanje šole, da starš prijavi, če šola dobro ne dela. Skratka, v tej koroni je vse zasukano na glavo, na robe in kako
zdaj ravnati, lahko si prijazen do neke mere, lahko delaš do neke mere, ampak vse ima svojo mejo, ne? Absolutno, ampak tukaj imamo opravka s psihopati. Ne? Za psihopati je treba delati čist drugače, ne? Da dejansko dosežemo tisti cilj, ki si ga zadamo. Ne? Je treba tukaj še to upoštevati. Da taka oseba, ki to počne, kar počnejo ti psihopati, so globoko ranjeni in dejansko delujejo svoje bolečine. In tukaj je potrebno biti res v centru popolne jasnosti in doseči to z vsemi temi zakonodajnimi stvarmi in si ničesar k srcu jemati, da mi dosežemo svoj cilj. In na ta način, ko mi oddajamo tako močno vibracijo, tako energijo, onesposobljamo dejansko njih. Ne? To je treba res biti v poziciji, ne glede na karkoli. Tako da tukaj je treba res se zavedati, da imamo opravka z psihopati, z ranjenimi ljudmi. Ne? Se pravi, jaz sem zdaj slišal to, kar sem tudi sam govoril za druge stvari, ampak za šolo mi je zelo hudo, da bom zdaj tole rekel, kjer daš svojega otroka vzgojiteljem, kjer svojega otroka zaupaš vzgojno-varstveni ustanovi, kjer misliš, da so tam ljudje, ki bodo tvojega otroka vzgajali, čuvali, in zdaj slišim, da je možno, ne bom rekel, ampak da so zaposleni psihopati, če to z otroci počnejo brez čustev, brez afektivnega pristopa, samo intelektualni pristop, finančni pristop, čustvenega pristopa naenkrat več ni, je ta zanemarjen. Ne? Pomeni, da jaz zaupam v eno ustanovo, pričakujem, dobim pa čist nek drug rezultat. Jaz bi temu rekel, da so potem tam tudi res psihopati, ampak to je za me nova informacija. Ne iz šole, ampak psihopati so tisti, ki peljejo tole igro po celem svetu. Razumem. Ostali pa potem v šolstvu to samo ubogajo, ne? So zavedeni ali upoštevajo, so zmanipulirani, kakorkoli. Ampak oni upoštevajo vse te stvari, teh glavnih psihopatov, ki vodijo po celem svetu. Ne? In dejansko je treba tukaj biti v centru in vsemi temi stvarmi z nobeno jezo delovati, osredotočeno, dobiti v redu in vztrajno delovati, da dobite potem papir nazaj oziroma da vam povedo, da bo res otrok varen. Drugače se ne ve. Ne? Če potegnemo danes črto, ura je 19:02. Spoštovani člani Društva Beli za srečno življenje, dragi, ki nas spremljate v live na Facebooku in vsi tukaj prisotni. Menim, da smo se danes precej naučili, kako je treba postopati. Zdaj na koncu sem zvedel z psihopati in njihovimi, ki so v službi psihopatov in vsemi tistimi, ki delajo nekaj za kredit ali zato, da bo šel na morje, ali iz drugih razlogov, ki mu zdravje ne pomeni nič in ga postavlja v Ž varianto na mesto v A kategorijo. Tako da hvala, Lili, za to bogato izkušnjo tvojo in dajmo se potem prijazno, prosim. Bi lahko jaz nekaj v zvezi s tem povedal? Sekundo, te bom povabil. Hvala, da si se javil, sem imel namen povabiti, tako da ja. Tako da v zvezi s tem prijazno, utemeljeno, poiskati pravno podlago, se posvetovati še s kom, ki ima izkušnjo, ne izgubljati glave, ne se sekirati za to, če bo otrok 1 leto doma, bo, verjemite mi, veliko več se naučil od življenja, kakor če bo v šoli se držal distance in na 2 minuti poslušal, kako si mora dati masko na nos. In če ne bo šel na malico z masko, ga bodo izolirali nekje na enem hodniku, kjer bo mogel sam jesti. In da ne govorim o drugih prijemih, ki so, o katerih slišim, da si mislim, da si ljudje zmišljujejo, pa zdaj vidim, da to ni res. Ampak da so res psihopatski prijemi. No, pridi, povej, podeli z nami svojo izkušnjo. Ja, lep pozdrav vsem. Hvala za izčrpno in pozitivno poročanje tvoje. V glavnem, zakaj se jaz zdaj javljam? Lansko leto v marcu mesecu sem jaz na protestu pred parlamentom povedal eno stvar, ki bom tudi povedal zdaj. V zvezi s tem, jaz sem povedal vsem staršem, ki so bili tam. A lahko mikrofon izključite, lepo prosim?
A lahko mikrofon izključite? Hvala. Torej, povedal sem vsem, nalagam na srce vam vsem, staršem, ki imate otroke. Takrat sem jaz povedal eno stvar. Rekel sem, izpišite svoje otroke iz šole. In sem to utemeljil, zakaj. V vse šole, vse zdravstvene domove, vse domove ostarelih občanov so namestili Wi-Fi for EU. Mi smo dobili evropska sredstva za to. Ampak nismo samo mi dobili evropska taka sredstva. To so dobili po celi Evropi, to so dobili tudi v Ameriki. Kaj pa je zdaj ta Wi-Fi for EU? Wi-Fi for EU je 5G omrežje. Zapomnite se eno stvar. Wi-Fi, še enkrat povem, Wi-Fi for EU je 5G omrežje. Tam imajo oni, lahko ciljajo vsakega otroka. Kaj 5G omrežje povzroča? 5G omrežje povzroča ogromno enih bolezenskih znakov, ki so podobni kot COVID, kao prehlad, ta gripa recimo, ne? In ogromno stvari povzroča. Dejansko gre za to, da enostavno pride do psihičnih motenj, prihaja do fizičnih motenj. Otroci v Ameriki imajo tudi motorične motnje. Učitelji v Ameriki se pritožujejo, tudi dosti tumorjev na možganih je, da se pritožuje krvavenje iz nosu. To se bo dogajalo tudi našim otrokom. Zdaj, v čem je ta problem tega 5G omrežja, oziroma recimo tega Wi-Fi for EU? Mislim, cilj tega je dejansko depopulacija, uničiti stare, uničiti otroke, uničiti vse. Ker je pač ena skupina farmakomafije in te bančne mafije želi spucati svet. V meni strani vojaški so napovedali, koliko želijo za vsako državo, da se zmanjša do leta 2025 prebivalstvo. Največ je to Amerika, kjer hoče iz 350 milijonov spraviti na 100 milijonov. Skratka, hoče pobiti 250 milijonov ljudi. Tam mi dokaj dobro uspeva, ker že več kot 100 milijonov ljudi cepljeno z 2 odmerkoma teh cepiv, ki niso cepiva. Ne? Vemo, da so to pač iniciranje strupenih zvarkov in da ti ljudje, da mRNA tehnologija in da bodo ti ljudje po teh izjavah doktorjev kot Mike Eden, pa dr. Bagdi, pa Kerry Madej, skratka vsi ti, oni so napovedali, da ti ljudje, ki so cepljeni, imajo življenje še za 3 do 4 leta. To so grozljive stvari. Ampak da gremo nazaj na to šolo, da gremo nazaj na ta Wi-Fi for EU, da gremo nazaj na to 5G omrežje. Dejansko je tako, ta Wi-Fi for EU, ti računalničarji po šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, celo v vrtcih imajo Wi-Fi for EU. Celo v vrtcih imajo 5G omrežje. Tako je, otroci, ki so mlajši, imajo tanjšo možgansko lobanjo, kost. In te frekvence lažje prodirajo v njihove glave in lažje povzročajo vse te zdravstvene, nevrološke in fizične probleme. Ta Wi-Fi for EU v vseh teh ustanovah ni pod okriljem teh računalničarjev, ki delajo po teh šolah, ustanovah, ampak jih nekdo nadzira izven tega sistema. Se pravi, oni niti nimajo niti pristopa, nimajo niti nič. Dejansko mislim, oni niti ne vejo, kdo upravlja s tem, kdo dejansko korigira ali pa usmerja te frekvence, ker ta Wi-Fi for EU ima možnost višanja frekvenc, višanja in nižanja frekvenc in
in višanja in nižanja moči. Kar pomeni, če oni zberejo enega določenega otroka, oni ga praktično lahko skorijo. No, jaz sem bral, spletna stran Wi-Fi for EU, če tole vtipkajo v Google, Wi-Fi for EU so gor vse informacije, pač tiste, ki jih oni sami ponudijo, ampak pod tem ključem najdete tudi informacije o teh, katerih si ti govoril, ker so tudi pogovori, nasprotna mnenja, ki pa zdaj sveda mediji tega ne prenašajo, je samo eno mnenje, treba se je potruditi, iskati, raziskovati, tako da jaz se te iskreno zahvaljujem za to. Jaz bi samo pozval vas, kdor ima možnost, da v šoli lahko preveri, gledajte, obstajajo te elektrosmogmetri, ki si ga namestimo na telefon. Telefon, ja. In jaz sem imel že namen vjeti v šolo in zmeriti to, ampak mi niso spustili. Pač. Že vejo zakaj. Ja. Se rekel, jaz sem prišel, Ampak gledal. lahko vstopite, ker je to javna ustanova. Javna ustanova, lahko. In vztrajati sem stala takrat tam in vztrajala brez maske. Mene so vprašali, mislim, pokazal, što se rekel, da bi rad zmeral, pa elektromagnetno pač sevanje, ne? Se rekel, ne, pač ne. To ni privat prostor, to je javn prostor. Ja, pa sem se pač obrnil in sem šel, ne vem, je bila tista ravnateljica, pač kdo je vstal in bo šel. Ja. Ok, no, v glavnem še enkrat, tisti, ki imate možnost, da otroke izpišete iz šole, izpišite jih ven, bi vam toplo priporočam. Če imate otroke v vrtcih, izpišite jih ven. Je pa res, da so določeni vrtci, ki pa nimajo Wi-Fi for EU, zaradi tega, ker so se pač na občini pa tam odločili, da ne bojo dali Wi-Fi for EU v vrtce. Ampak v velikih vrtcih imajo, treba se pozanimati, kje ta Wi-Fi for EU je in kje ga ni. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Takole, spoštovani člani Društva za srečno življenje Belis, dragi prijatelji, ki nas spremljate v živo preko Facebooka, naš čas se je iztekel in preden zaključim, bi se še enkrat magistrici Lili zahvalil, še enkrat Lili iskrena hvala. Vsem vam za vašo podporo, tudi iskrena hvala in dajmo za naše otroke, to je naša prihodnost, dajmo se potruditi, naredimo vse, kar je v naši moči, prosimo, sledite prispevkom, bodite pozorni, s kakšno intenzivnostjo zdajšnji mediji poročajo, na katero smer ciljajo, kaj s temi slikami in s temi psihološkimi prijemi pravzaprav počnejo v naših možganih, ko to sprejemamo skozi televizijo, časopise, elektronske medije. Tako da vzamite to kot informacijo in se s tem ne obremenjujte, poiščite pa rešitve za svojega otroka, zase, za svojo službo in če rabite kakršenkoli nasvet, če bomo znali, bomo z veseljem pomagali. Iskrena hvala, imejte še naprej lep večer in se vidimo prihodnji teden. Srečno! Hvala lepa!